Lep pozdrav vsem, ki ste se danes tu z nami zbrali. Hvala gospodu županu, hvala gospodu Štoru, da ste si vzela čas. Kot sklicate Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne, moram reči, da smo izredno veseli in zadovoljni, da na Ravne prihaja en velik nov projekt. Projekt, ki smo ga poimenovali Oživitev tenisa na Ravnah. Saj na vse zadnje bomo pridobili z novim investitorjem na Ravne pokrita dva igrišča. Pride hala, ki bo omogočala tisto, kar trenutno zdaj na Ravnah nimamo in mi se nadejamo številnih novih priložnosti, ki se tu odpirajo in seveda smo izredno veseli, da je občina takoj pristopila k reševanju te situacije, da omogočimo možnosti novim investicijam in da omogočimo razvoju športne infrastrukture na Ravnah. Tako da par besed za uvod, besedo bi pa kar predal gospodu županu. Hvala direktorju Alešu Logarju, lep pozdrav sva tudi v imenu občine Ravne. Danes podpisujemo z podjetjem TBS Invest Storitve oziroma z direktorjem Borutom Štorom pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, kar je dejansko dejanje po kar nekaj procesih, po kar nekaj odločitvah, na vse zadnje seveda o odločitvi občinskega sveta, na pobudo direktorja ZKŠTM, ki seveda si skupaj z občino prizadeva, da obogatimo DTK oziroma športni zavod Ravne s športi, ki manjkajo, je danes torej relativno pomembno dejanje oziroma mejnik, kajti na Ravne v smislu infrastrukture in pa tudi vsebine, ki je tudi danes že tukaj v obliki mladih tenisačic in trenerjev prisotna, se vrača tenis kot seveda globalni šport. Veseli smo tega, imamo tudi druge pobude za vračanje športov, kot so smučarski skoki, ampak o tem seveda takrat, ko bo to na vrsti. Danes je na vrsti tenis in podpisujemo torej kar 30-letno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. Tu gre za nek način zasebnega partnerstva, ni to javno-zasebno partnerstvo v smislu zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ampak je to podelitev torej pravice, da lahko pač podjetje oziroma gospod Borut Štor tukaj izgradi športno dvorano za tenis. Tenis je z leti postal šport, ki se seveda ne igra zgolj na zunanjih igriščih, ampak v halah in to je bil velik hendikep DTK-ja oziroma ZKŠTM-ja, da te infrastrukture pravzaprav ni imel. Računam na to, da danes sklepamo resno 30-letno partnerstvo. 30 let je seveda dolga doba, najbrž nihče od nas najbrž tu ne bo čez 30 let sedel v tej funkciji, vendarle pa seveda računamo, da je to trdna pogodba, ki bo občini in ZKŠTM-ju omogočila, da uresniči svoje cilje, hkrati pa seveda tudi oživila tenis in preko te pogodbe bodo uresničeni tudi cilji, ki si jih je zadal gospod Borut Štor, tako da danes izrekam neko dobro popotnico torej tej uspešni zgodbi ponovne oživitve tenisa na Ravnah, kot rečeno z vidika dveh komponent, z vidika infrastrukture in pa tudi z vidika seveda aktivnosti, brez katere seveda je infrastruktura mrtva in lahko zgolj sameva ter povzroča stroške. Tako da to z moje strani uvodoma, za kakšna vprašanja pa seveda bomo na voljo tudi kasneje. Jaz se zahvaljujem najprej za vabilo za to novinarsko konferenco Alešu in gospodu županu. Vesel sem, da je občina izkazala interes za tenis v dolgem času, prepoznala nek interes za vzgojo mladih igralcev, za vzgojo rekreativcev, za možnost igranja vseh občanov, ki so se sedaj mogli voziti v Slovenj Gradec, Železno Kaplo ali pa če enostavno niso dobili prostih terminov in niso igrali tenisa. Jaz sem kot mlad tenisač treniral na Ravnah, kjer smo igrali tudi prvo ligo. Tenis je bil res razvit, v smislu Koroške na prvem mestu. Takrat je bilo tudi prvo pokrito igrišče, sicer 2 igrišča z balonom, ki pa je po letu 2000 zaradi prenehanja delovanja balona začelo vse skupaj upadati, stagnirati. Igralci so šli drugam, igrišča so
začela samevati, ker je tudi klub propadel, tudi igralci so šli stran v druge klube, v Maribor, Velenje in tako naprej. Tako da sem se nekako čutil, da nekaj vrnemo ravnam nazaj, to, kar so one meni dale v preteklosti in da začnemo novo zgodbo z mladimi igralci, ki nas čakajo, ki že zmagujejo tudi na turnirjih po Sloveniji, v tujini. Tako da to je bil osnovni projekt, osnovni cilj mojega projekta. Vemo pa, da je tenis priložnostni šport za vse generacije, za mlade, za srednje generacije, tudi za upokojence, ampak osnova je pa delo z mladimi, ker če mladih ni, potem tudi rekreativcev in upokojencev nikoli ni. Tako da ja, jaz se zahvaljujem še enkrat občini za podelitev stavbne pravice, ki bo omogočala ta razvoj tenisa. 30 let je dolga doba, se strinjam, verjamem pa, da je prav, da se dela na dolgi rok, ker na kratki rok projekti ne uspevajo, ne? Edino, če je interes v daljšem obdobju, bo projekt postal uspešnija. Cilji projekta so bili, tako sem rekel, zagotovitev infrastrukture, predvsem po kateri vprašujejo tudi občani, ki se zdaj vozijo v druge kraje, možnost zagotoviti koroškim podjetjem neko novo obliko rekreacije za svoje zaposlene, tudi v zimskem času. Seveda pa je bil tudi cilj obuditev kluba. Klub je bil v mirovanju, klub smo prevzeli z najboljšimi trenerji na Koroškem, z bivšimi reprezentanti, z bivšimi državnimi prvaki, tako da zgodba mislim, da je prava za razvoj mladih igralcev. Glavni cilji delovanja kluba so potem organizacija turnirjev, teniških kampov, počitnic, kjer računamo na sodelovanje z ZKŠTM v obliki nastanitev, animacij, skupnih paketov, koriščenja vseh objektov, ki ga imate tu na Ravnah. Naj še omenim, da kolikor je meni znano, pa sem kar dosti po športnih parkih po Sloveniji, takega športnega parka ni, da bi bilo smučanje, bazen, atletska steza v radiju, ne vem, 200 metrih, to je res unikat v Sloveniji, ne? In treba to razvijati naprej, da res se to dvigne na še višji nivo, ne? Da bojo hodili športniki na priprave sem in tako naprej. Ja, potem smo pač prišli do te ideje montažne teniške hale, ki bo omogočala igranje tenisa na 2 igriščih v zimskem času in poletnem času. To pomeni, da se bodo stranice v teniški hali poleti dvignile in bo možno igranje tenisa in ko bo zunaj vroče, ker bo dejansko omogočala to kot streha in v primeru današnjega vremena, ko dežuje, ne, v vsakem vremenu se bo lahko igralo, ne. Prav tako se bodo zraven v sklopu montažne hale postavile manjše garderobe, tako da se bodo igralci lahko stoširali in da bo dejansko servis igralcem zagotovljen. Kot sem že dejal, mislim, da se bodo pojavili tudi kar nekaj sinergijskih učinkov za občino in za ZKŠTM. Več ljudi bo hodilo sem, več igralcev bo sigurno po odigrani partiji tenisa prišlo sem, kjer zdaj sedimo, a ne, koristili se bojo savne, bazen in tako naprej, tako da mislim, da bodo vsi postali bolj zadovoljni. Nazadnje pa se še enkrat vrnem klubu, ker mislim, da je glavna nit tega je vseeno tenis klub Ravne, ki se je že začel razvijati in jaz verjamem, da bomo tudi pritegnili kakšno pomoč. Nekateri, ki nam že pomagajo klubu, so tudi danes prisotni, se jim zahvaljujem. Verjamem tudi, da bodo občina in vsi ostali prepoznali to pomembnost tega tenisa v Ravnah. Jaz se zahvaljujem za možnost predstavitve. Po preteku te 30-letnega obdobja v skladu s zakonom o stvarnem premoženju občine pripada vsa infrastruktura občini oziroma je treba odplačati zasebniku neamortiziran del vrednosti te investicije. Sama vrednost stavbnega zemljišča, ki jo je morala podjetje plačati, je grobih 25 000 evrov.
s tem, da gre tu za, kot rečeno, stavbno pravico, ne za javno-zasebno partnerstvo, kar pomeni, da je zasebnik pravzaprav gradi v svojem imenu in za svoj račun in tudi sam bo samostojno upravljal to tenis dvorano. Ne gre za zasebna partnerstva, kot jih poznate na primeru vrtcev oziroma šol, kjer občine seveda, bi rekel, zasebniku damo pravico, da zgradi vrtec in ga potem hkrati seveda uporabljamo 24 ur na dan. Tukaj občina ni uporabnik te dvorane in tudi ni predvideno, da bi občina najemala te prostore. Projekt investicije skupaj z stavbno pravico je vredno okrog 250 000 evrov. V bistvu, če se vrnemo nazaj, ko je bilo vprašanje, kaj bo s tretjim igriščem. Tretje igrišče zadržujemo seveda za letni program športa. To je tista javna zadeva, ki trenutno že obstaja, ker ne vemo, v kateri smeri bo šel klub in kako bo, seveda, kako bo to z časom, ne vem, nekega razvoja, ki se bo to pač pokazalo, kako se bo. Seveda tudi klub lahko v nekem uglednem času bomo videli, ampak skratka, tisto tretje igrišče, za katerega ste vprašali, ostaja zaradi dodatnega atributa zavoda, ki ima na razpolago eno igrišče, s katerim uporablja tudi letni program športa in tako naprej. Tako. Je pa dejstvo, da je bil 90% trenutno, oziroma 95% je bilo trenutno, se pravi, prodaje. To pomeni, da ni bilo tukaj nekega javnega interesa, takšnega v smislu letnega programa športa, ampak je bil to zgolj komercialni interes. Se pravi, ker rekreativci so hodili k nam, so si kupili ure in so dejansko igrali. Zdaj pa s tem, z novim projektom pa prihaja tudi do tega, da je možnosti tudi nekih novih sinergij, nekih novih opcij, ki bojo tu na Ravnaku začele nastajati. Seveda, vsa tri igrišča se bodo primerno vzdrževala, obnavljala tudi v sklopu tega projekta in to ne pomeni to samo, da bi zdaj tista dva igrišča se delala, tretje pa zanemarjalo daleč od tega. To se gleda kot celoten paket, kot celoten teniski center. Mi smo z vidika Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti in občine, lahko rečem, je poglavitni interes to, da se športna infrastruktura obnavlja, prenavlja, živi in da se v nobenem ugledu ne zanemarja. Hkrati pa je naš cilj, da občanom omogočimo vedno boljše pogoje. Če bojo občani srečni, bomo mi zadovoljni. Je pa tudi dejstvo to, da tako kot se že zdaj ponavljamo, je nove opcije na Ravnah, nove opcije z vidika ZKŠTM za priprave. Vemo, da bomo mi letos ustvarili ogromno nočitev ravno iz tega vidika in razvoj tega še naprej, ker imamo že vse dvorane polne, smo zelo veseli, da prije nova dvorana, ker posljedno še nimamo čisto vseh, teda mi gremo na 100% zasedenosti hostla. Ja, zdaj, kaj druge mi nismo razmišljali, da bi šli v razpis stavbne pravice kot tule, kjer so že igrišča, tako da malo nekaj bo že prispeval ta hala k natrpanosti, vendar pa seveda te prostorske možnosti so, ki so. Tako da mogoče edino časovno smo mogoče pozabili povedati, kdaj se bo rezal otvoritveni trak te dvorane, ampak dejansko nismo razmislili o drugih možnostih, seveda pa dežujejo še druge potrebe, kot je seveda znano javno povečanje rezervnega nogometnega igrišča, kot je seveda so prihod smučarskih skokov, kot je zdaj danes bi rekel podpis za tenis, skratka tudi pobude za plezalni center oziroma manjši ta tako imenovani bulder, ampak prostor je tako je, tu pač moramo natrpati, obogatiti to ponudbo ZKŠTM-ja, še športi, ki manjkajo, tako da po tej poti bomo nadaljevali. Hala se bo začela postavljati v sredini avgusta, končno pripravljena za igranje bo pa v sredini septembra, tako da dober mesec se postavlja. Vemo, da zimske sezone tenisa se začenjajo 1. oktobra in do takrat bo objekt predan uporabi. Ne, se niso samo sinergijski učinki, gre tu za privabljanje zasebnih investicij. Znamo svojo stvar tako okolje, biti toliko zanimivi, da se še kak zasebnik odloči investira torej v športno infrastrukturo,
kajti gre res za zasebno investicijo, no, ne gre za javno-zasebno partnerstvo, ki se organizira, ker občina nima denarja, ampak dejansko gre za to, da se je prepoznalo tu kot zanimivo okolje, ko ste spraševali tudi o prihodkih, tako da z tega vidika sem še posebej vesel, no, da se tudi, bi rekel, take odlične, vrhunske zgodbe pravzaprav na ravnah začnejo in niso zgolj vedno odvisne od občine oziroma od javnega sektorja. To se mi zdi, da bo obogatilo naš prostor, da bo zaživelo, seveda tvegan za občino ni, razen to, da smo se seveda odrekli dvema javnima igriščema, ki sta do zdaj pač bili za ta širši javni interes rekreativcev oziroma tisti, ki ne bodo seveda se našli v klubu, smo ohranili eno igrišče in seveda skupaj ocenili, da ni tako bistveno ta izguba teh dveh igrišč, kajti še vedno bodo lahko verjetno pod konkurenčnimi pogoji seveda ljudje najeli te dve igrišče, ki bodo pokriti, tudi standard bo višji, senca in pa seveda tudi možnost igranja v dežju. Tako da lahko rečem, da prvi odziv med občani je, da na nek način sploh še ne verjame, da bo prišlo do tega. No, vse tisti, ko redno igrajo tenis, naprimer profesor Esad Hadžijagić, ki nas je vse učil, osnov tenisa, in so pravzaprav navdušeni nad tem, no, da se pravzaprav tenis vrača skozi velika vrata naravno. Tu jaz ne vidim kakega problema s tem, da pač nimamo zdaj dveh igrišč v prihodnjih 30 let. Seveda bo to v domeni mene oziroma mojega podjetja vzdržanje tega, vsega, kar k temu sodi. Štiri so. Lep moment za občino, privatne investicije. Državo, ne? To pa vsekakor, ja. Uspešno delovanje. Hvala za interes. Hvala. Hvala, Aleš. Ja. Enako, hvala. Da, vse v redu. Hvala.